Kot direktor Jeseniške splošne bolnišnice in potem še Ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra ste se dodobra seznanili s paleto sistemskih težav in anomalij, ki krnijo delovanje slovenskega zdravstvenega sistema. Zato se v bistvu zdi logično, da ste si v vlogi ministra za zdravje zadali cilj, na katerega Slovenija čaka že desetletja. Z rešitvijo kadrovske, prostorske in logistične podhranjenosti omogočiti učinkovito delovanje sistema in obolelim, za katere vemo, da so že leta ujetniki nedopustno dolgih čakalnih dob, zagotoviti najboljšo možno oskrbo. Verjamete, da vam bo uspelo? Sem optimist in zato vedno naravnan k iskanju rešitev. Res pa je, da smo se v zadnjih mesecih izredno potrudili in naredili dobro ekipo na Ministrstvu za zdravje in ti strokovnjaki, ki so prišli na Ministrstvo za zdravje z vseh, bom rekel, logov zdravstva, verjamem, da so sposobni najti rešitve in jih tudi implementirati. Katere pa so ključne, kratkoročne, urgentne sistemske rešitve, ki bodo omogočile kakovostno, varno in ažurno obravnavo pacientov, če morda začneva pri zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva? Ja, zakon o nujnih ukrepih prinaša tako po eni strani odpravljanje posledic epidemije, kot po drugi strani tudi pripravlja zdravstvo na eventualni četrti val. Z vidika zagotavljanja vzdržnosti sistema oziroma odpravljanja posledic epidemije so tukaj sigurno določbe, ki omogočajo izvedbo nacionalnega razpisa za čakalne vrste, kjer so le-te nedopustno dolge. Potem so spremembe določb zakona, ki omogoča prenos programa med izvajalci tekom leta, vkolikor nekdo od izvajalcev iz katerega koli razloga ne more realizirati svojih programov. Hkrati pa seveda za zadostnost vseh virov prinaša zakon tudi štipendije za zdravstvene poklice, vsako leto dodatnih 100, tako da v 4 letih pridemo do 400 dodatnih štipendij za zdravstvene poklice. Potem smo podaljšali obdobje, v katerem morajo medicinske sestre, srednje medicinske sestre opraviti šolanje, da se jim priznajo kompetence diplomirane medicinske sestre. To je bila seveda logična poteza ob epidemiji, ki je onemogočala medicinskim sestram, da to izobraževanje v tem letu upravljajo, zato smo seveda za to leto podaljšali to obdobje. Kar se pa tiče samega obvladovanja oziroma priprav na jesen, pa ta zakon prinaša financiranje klicnega centra, s katerim bodo epidemiologi zmogli obravnavati bistveno večji obseg rizičnih kontaktov, kot je bil to sposoben zdajšnji sistem. Potem se zagotavlja financiranje sekvencioniranja testov, kajti vemo, da je to ključno pri odkrivanju novih različic in širjenju le-teh. To so tisti ključni poudarki, mislim, da ta trenutek pri temu zakonu o nujnih ukrepih. Bi se pa navezala tudi na drugo področje, prav tako povezano z dostopnostjo do zdravstvenih storitev. V kolikšni meri so po vaši oceni pri nas kršene pravice pacientov? Vemo, da so se čakalne vrste v zadnjem letu in pol še dodatno podaljšale zaradi epidemije COVID. Breme bolezni se je po ocenah stroke povečalo, a to se bo v resnici odrazilo šele čez čas. V dodobra spremenjeni patologiji z boleznimi, ki bodo nekako diagnosticirane kasneje v že napredovali fazi, pokazalo pa se bo tudi v še večjem pritisku bolnikov na že zdaj slabo dostopne zdravstvene storitve. Prav gotovo nismo pred, bom rekel, lahkimi nalogami in seveda tudi ta davek bo od nas terjala epidemija. Tako smo tudi pri zakonu o nujnih ukrepih
omogočili, da bomo dodatno letno v naslednjih 3 letih izvedli specializacijo kliničnih psihologov, financirano strani proračuna, tako da bomo na primer področje duševnega zdravja pomembno nadgradili in okrepili, saj je epidemija pustila pomembno, bom rekel, sled oziroma posledice na tem področju, še posebej na področju mladih. Kar se tiče ostalih čakalnih vrst, seveda rešitve prinaša tako nacionalni razpis, s katerim bomo skrajševali čakalne vrste, kot možnost prenosa programa, letni prenos programa med tistimi, ki ne morejo iz kateregakoli razloga izvesti vseh programov za obvladovanje čakalnih vrst in ohranjanje dostopnosti do zdravstva. Na drugi strani, se pravi, te dva ukrepa sta ravno tako zelo pomembna. V sklopu aktualne vlade ste pripravili kopico zakonodajnih predlogov, med drugim tudi o dolgotrajni oskrbi, in na te predloge je slovenska družba čakala leta in v primerjavi z drugimi razvitimi družbami pravzaprav nedopustno zamujala s sprejetjem teh dokumentov. Kako pa bo z realizacijo zakonodajnih rešitev, kakšni so v tem smislu odzivi civilne družbe, kaj pove dialog s stroko? Verjamem, da je zakon ta trenutek, bom rekel, najboljša varianta tistih, ki smo jih vseh 18-19 letih do sedaj imeli, tako da skozi vse delo predhodnih ekip, ki se je nadgrajevalo, verjamem, da smo prišli do najboljšega možnega zaključka. Verjamem, da je zakon pripravljen na način, da bo omogočal boljšo in pa primerno starostno obdobje v Sloveniji, se pravi starejšim prebivalcem, tako da si želim, da vsi skupaj premoremo tudi to odgovornost in da prevlada politična volja, da to sprejmemo in čim prej pričnemo z implementacijo, kajti samo na ta način, ko bomo tudi korakali na tej poti, verjamem, da bomo odkrili tudi kaj novega, morda kakšno stvar nadgradili, jo izboljšali, ampak to je pač proces postavljanja novega sistema in seveda ne nazadnje na koncu do leta 2025, da sprejmemo tudi način oziroma zakon o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, da bo tudi dolgoročno potem zagotovljeno financiranje. Tako da prej, ko bomo začeli, prej bomo seveda lahko tudi udejanjili vse skupaj. V zadnjem času je, kar se tiče vprašanj povezanih s stroko in etiko, z varnostjo in kakovostjo, v javnosti izstopa odziv skupine zdravstvo.si. Njeni člani, med katerimi sta tudi profesor dr. Marko Noč in dr. Blaž Mrevlje, so javno opozorili na problem perkutane vstavitve biološke aortne zaklopke v Splošni bolnišnici Celje, kjer je mimogrede proti COVID cepljenih največ zaposlenih. Zanima me vaš odgovor, zakaj problematiziranje tega dosežka. Ti, ki so na to opozorili, pravijo, da je razlog v tem, ker v Celju nimajo oddelka za srčno-žilno kirurgijo in tudi ne specializirane ekipe za to vrstne posege, kar bi predstavljalo resen problem, če bi prišlo do zapleta, ki bi denimo zahteval operacijo na odprtem srcu. Zaradi neupoštevanja smernic Evropskega kardiološkega združenja so tako zdravniki omenjene skupine pozvali pristojne institucije k ukrepanju. Kakšen je bil oziroma je vaš odgovor? No, seveda, jaz sam osebno se lahko pridružim mnenju skupini zdravnikov, zdravnika.si in seveda je pomembno, da ima Splošna bolnišnica Celje v središču pacienta, da poskrbi za kakovostno in pa varno obravnavo pacientov in verjamem in si želim, da v Celju delajo na ta način in da bodo skladno s tem tudi postopali v tem primeru. Kako pa v kontekstu epidemije, ki nam je dodobra spremenila življenje in mnogo prezgodaj ugasnila veliko število življenj,
Komentirate aktivnosti skupine poimenovane Slovenski zdravniki, ki oporeka zaščitnim ukrepom in odsvetuje cepljenje. Kakšen je po vaši oceni njihov vpliv na etične in deontološke uzuse zdravniškega poklica? Ta dejanja in pa mnenja omenjene skupine obžalujem. Menim, da gre za neodgovorno in pa neprimeren pristop stroke ali pa dela stroke, kajti v širšem, ne samo slovenskem, ampak svetovnem merilu je jasno, kaj zagovarja stroka. Stroka zagovarja, da so cepiva varna, da so cepiva učinkovita in da edino cepljenje nas pelje iz epidemije nazaj v, bom rekel, življenje, ki smo ga poznali pred epidemijo. Tako da verjamem, da zdravniška zbornica in inštitucije bodo upravljali z omenjenimi skupinami tudi ustrezne razgovore in po potrebi tudi postopke. Čeprav smo še sredi poletja, epidemija že trka na naša vrata. Zaradi pospešenega širjenja najnovejše delta različice novega koronavirusa, bistveno kužnejše od ostalih. Kako pravzaprav pri Slovencih, ki že pregovorno niso najbolj naklonjeni cepljenju, po vaši oceni velja vzbuditi zaupanje v smotrnost tovrstne zaščite? Med drugim se zdi dobra poteza ta, ki ste jo že omenili, da je ponovno začel z delovanjem klicni center za informacije o novem koronavirusu, kajti temu centru ljudje zaupajo. Kar se tiče samega cepljenja, je seveda potrebno povedati, da računam na to, da bomo opolnomočili Slovence z pravimi podatki, s podatki o varnosti in učinkovitosti cepiv, ter da bomo vsi skupaj solidarno in družbeno odgovorno pristopili k cepljenju. Ves čas poudarjamo solidarnost, vendar solidarno pomeni, da prispevamo k temu vsi, ki lahko, oziroma ki se lahko cepimo. To pomeni, da ta procent ni 60%, ampak je bližje 100% kot 60%. Povem naj, da seveda nihče, ki je bil obravnavan v bolnišnicah zaradi COVID-a, do sedaj ni bil cepljen. Govorimo o preko 16.000 hospitalizacijah, od katerih je bilo 7.700 pacientov obravnavanih zaradi težjih zapletov COVID-a, da se jih je 2.600 zdravilo v enotah intenzivne terapije in da seveda, tako kot ste povedali, je preko 4.000, ki jih je umrlo, imelo tudi COVID. Tako da imamo pa na drugi strani preko 1,5 milijona porabljenih odmerkov, ki ščitijo pred težjo obliko bolezni, praktično nihče zaradi njih ni bil hospitaliziran. Če postavim še neko drugo, morda jasno sliko, kaj prinaša cepljenje. Poleg tega, kar bom povedal na koncu, dejstvo je, da cepljenje prinaša obvladovanje in pa normalno delovanje zdravstvenega sistema. Kajti ta trenutek je primarni zdravstveni sistem obremenjen z izvajanjem testiranja in s cepljenjem. Vemo pa, da je poslanstvo primarnega nivoja preventiva slovenskega prebivalstva in pa nujna kurativa. In dokler bomo ves čas v ospredje oziroma zdravstveni sistem bremenili z COVID-om, seveda tega poslanstva osnovnega ne more opravljati in seveda nalagajo se nam posledice, ki bodo prišle v prihodnosti. Po drugi strani pa ne povem, da smo do sedaj za vse teste hitre in PCR dali preko 100 milijonov evrov. Vsi vemo, koliko je to zdravstvenih programov. Potem smo dali preko 300 milijonov za dodatke v zdravstvu za izvajanje COVID zdravljenja. Samo zdravljenje vseh pacientov v času epidemije nas je koštalo cirka 200 milijonov evrov. Po drugi strani, se pravi, to je skupaj 600 milijonov evrov. Po drugi strani pa smo za cepiva namenili 32 milijonov evrov in še dobrih 20 milijonov evrov za izvedbo cepljenja. Se pravi, med 5 in 10% tistega, kar smo dali za vse zdravljenje in za ves angažma, da smo obvladali epidemijo, nas je stalo samo cepljenje in vse, kar je vezano na to.
In že z tega vidika, bom rekel, gre za čisto drugačne prednosti, ki jih prinaša cepljenje. Na prvem mestu pa seveda tisto, kar sem prej povedal, da se zdravstvo razbremeni vseh nepotrebnih dejavnosti oziroma storitev, ki jih izvaja zaradi COVID-a in lahko upravlja svoje poslanstvo. Seveda pa je ključna potem prednost, ki jo ta trenutek, o kateri še nismo govorili in jo še nismo ocenili, je pa delujoče gospodarstvo. Vsak mesec plače, delovna mesta, odprte šole, odprte servisne dejavnosti, kot je gostinstvo in turizem. In prednosti na eni strani napram posameznim skeptikom in pa bojazni na drugi strani zagotovo prevaga in vse te prednosti mislim, da je prav, da vsi skupaj damo oziroma predstavimo našim prebivalcem. Ko govorimo pa seveda o vprašanjih in dvomih, vprašanja in dvomi so vedno bili, odkar imamo cepiva. Ne cepivo za COVID, ampak katerokoli. Vprašanja in dvomi so bili, odkar imamo zdravila, ne od zdaj, ko imamo cepivo za COVID. Tudi danes imamo številne, oziroma lahko beremo o vseh zdravilih, ki jih imamo o stranskih učinkih. Naprimer kontracepcija. Pri praviloma eni ženski na 1000 pride do trombotičnega zapleta, kar je vsaj 100-krat, če še ne večkrat pogosteje, kot naprimer pri cepljenju. Pa o tem nimamo nobenih zadržkov. Tako da gre seveda cepljenje oziroma cepiva imajo določene stranske učinke, tako kot tudi vsa ostala zdravila, vendar v primerjavi z drugimi zdravili, ki jih ljudje bolj ali manj redno jemljajo, so ti učinki bistveno redkejši in v primerjavi s koristmi zanemarljivi. Če se morda ozreva v Nemčijo, kjer so okužbe prav tako v porastu. Tam so se odločili, da cepljenje ne bo obvezno. Z obema odmerkoma je cepljenih približno 43% prebivalcev in po anketah se jih je pripravljenih cepiti skoraj še enkrat toliko, dobrih 80%. Pri nas so za zdaj številke bistveno skromnejše tudi med zdravstvenim kadrom. Se vam zdi, da je mogoče doseči preobrat takšnega denimo, ki bi bil primerljiv z odzivnostjo javnosti, kakršno smo bili priča v sklopu nedavnega referenduma o noveli zakona o vodah? Absolutno verjamem, da je možen preobrat. Absolutno verjamem, da smo v Sloveniji ne samo solidarni in družbeno odgovorni, ampak verjamem tudi, da znamo ponovno vzpostaviti zavedanje o pomenu javnega zdravja, ki je morda v zadnjih desetletjih ob, bom rekel, relativno ugodnem oziroma življenju brez nekih kriz nekoliko izvodenelo. Zavedati se moramo namreč, da Slovenija ravno zaradi tega, zaradi neke cone obilja, je verjetno popustila pri izvajanju zavedanja in vzgajanju ljudi v pomenu javnega zdravja. Vsi vemo, in to smo se naučili v osnovnih šolah, da je čista voda osnova za življenje. Vendar javno zdravje in normalno življenje potrebuje še kaj drugega. In med drugim, to danes dokazuje ta kriza, so tudi cepljenje in cepiva, hkrati pa to ni nič novega, to vemo že vsaj od epidemije črvih koz, od davice, če gremo po naših pokopališčih in tako naprej. Verjamem, da je pomemben korak v izogib temu, da bomo proti gripi precepljeni 4 do 6%, kar se nam je dogajalo v zadnjih letih, v primerjavi naprimer z Anglijo, Portugalsko, ki je precepljena proti gripi med 50 in 70%. Ja? Da moramo zavestno pričeti vzgajati svoje otroke v tem, kako pomembno je javno zdravje, zato verjamem, da morate aktivnosti tudi v smeri, da v osnovnem izobraževanju uvedemo take predmete. Kakšne pa so vaše napovedi za jesensko obdobje?
kakšen je recept za čim bolj benigno sobivanje s SARS-CoV-2, kaj kot minister predlagate slovenstvu, ki si ne želi več, kot ste rekli, ne zaprtja družbe, niti delovanja šol na daljavo, kratkih stikov v gospodarstvu in seveda nikakor ne motenega delovanja zdravstva. Kaj bo treba ukreniti, da se to bolezen, ki je na globalni ravni med prebolevanjem različice z najtežjimi zapleti ugasnila že skoraj 4 milijone življenj, kaj narediti, da se jo ukroti in tako zelo zmanjša kužnost virusa, da bo ta s časoma lahko povzročil recimo temu le še težavo primerljivo s sezonskim prehladom? Osnovni korak k vzdržni ali pa jeseni, ki si jo želimo ali pa v kateri želimo živeti, je seveda cepljenje. Zato moja prošnja vsem odločevalcem, vsem oblikovalcem javnega mnenja v Republiki Sloveniji, da pristopijo in skupaj nagovorimo vse prebivalce Slovenije, da pristopimo, da izvedemo cepljenje oziroma da v prvi vrsti vsem damo ustrezne informacije, da je cepljenje varno, da je cepljenje učinkovito in da seveda okolikor ne morejo iz kakršnega koli razloga priti na cepljenje ali do izvedbe cepljenja, da pri tem pomagamo. In ko bomo v polni meri precepljeni, verjamem, da bomo lahko živeli, kot smo živeli pred samo epidemijo. Zato je vse na nas. Ja? Ni na ministru, ni na kateremkoli drugemu predstavniku družbe, ampak na vsakem posamezniku. In če se vsak od nas tega zaveda potem in se hkrati tudi zaveda, kakšne prednosti in ugodnosti sistem lahko zagotovi za jesen in zimo, verjamem, da bomo zmogli. Kakšne spremembe, ki se nanašajo na preprečevanje širjenja novega vala epidemije, so trenutno v pripravi? Kaj ste sklenili na zadnjem sestanku s strokovno skupino, pa tudi s predstavniki različnih ministrstev? Tisto ključno je vedenje in spoznanje, da test ne preprečuje bolezni. Test odkriva bolezen, cepljenje pa preprečuje bolezen. In v tem je bistvena razlika, zato bo seveda naš poziv oziroma nagovor prebivalcem šel v smeri, da se vsi iz tega razloga čim bolj aktiviramo in pristopimo k cepljenju. Vsekakor pa bo drug pomemben ukrep izvajanje protokola PCT. Protokol PCT, zato da bomo lahko imeli odprto družbo, bo na vsakem koraku, si predstavljam. In na ta način bomo imeli manjše število okuženih prebivalcev, na ta način bo lahko družba bolj odprta, na ta način bomo skupaj zagotovili, da bodo šole odprte in da bo se teklo tako kot mora. Tako da izvajanje PCT, nadaljevanje strategije cepljenja in pa verjetno izvajanje testov kot takih v okviru zdravstva, sicer pa verjetno za test mogo poskrbeti vsak sam. Predsedovanje svetu Evropske unije prinaša številne izzive, pa tudi priložnosti. O teh ne bova govorila z vidika politike in z njo povezanih turbulenc ne le na domačem, ampak tudi na mednarodnem političnem parketu, ampak z vidika zdravstva in čim celovitejše skrbi za zdravje prebivalstva. Te teme se boste dotaknili tudi v tem tednu na dvodnevni konferenci o inovativnih rešitvah za odporne zdravstvene sisteme. Kje na tem zemljevidu je danes slovenski zdravstveni sistem in kakšna je konkretno vizija njegovega razvoja? Morda samo še, če se vrnem k prejšnjemu vprašanju, da nadgradim razmišljanje, kako ohraniti družbo čim bolj odprto in s katerimi ukrepi. Na prvem mestu je zagotovo izvajanje PCT-ja,
protokola preko digitalnega COVID potrdila. To je pomemben napredek, ki se je zgodil v zadnjem letu, kajti danes imamo digitalni zdravstveni karton praktično vsi prebivalci, vsi podatki se stekajo v eno bazo. Lahko pa vam povem, da smo pred letom in pol pričeli s poročanjem bolezni na papirju. Danes pa je vse digitalizirano in to je pomemben doprinos k obvladovanju tega in lahko, da bomo po zgledu Italije, Grčije, Hrvaške in še nekaterih držav tudi prišli na uvajanje PLF-ja, se pravi Passenger Location Forma, ne samo za morski in pa letalski promet oziroma prehajanje meje, temveč tudi kopenski. Tako da to bo se pokazala v naslednjih dneh situacija, ali bodo primeri pozitivnih okužb dnevno še vedno rasli, oziroma kakšen bo njihov trend in skladno s tem, da zaščitimo oziroma preprečimo vnose v Slovenijo drugih različic in pa na splošno koronavirusa, lahko, da bomo šli tudi v ta sistem, ki je digitalno omogočen in ki ga izvajajo že številne države. In pri tem je seveda usklajenost oziroma sinhronost z ukrepanjem na mednarodni ravni oziroma na ravni EU ključnega pomena, kaj ne? Tako je. Tukaj Evropa oziroma je že izvedla test za PLF praktično v vseh državah. Tudi mi smo v januarju del tega testa na medletalskem prometu, tako da v kratkem bo seveda najmanj za tiste dela prometa, kjer potniki prihajajo izven Evropske unije, zagotovo živel, ampak se pravi, glede na situacijo, vsi vemo, da smo nedavno imeli vnose koronavirusa iz Španije, bomo seveda mogli tudi na ta način spremljati gibanje potnikov znotraj Evropske unije, oziroma spremljati gibanje potnikov znotraj Evropske unije, na ta način zamejevati širjenje okužbe. Kar se pa tiče našega predsedovanja in pa seveda prednostnih nalog, naj povem, da smo že praktično konec prvega tedna po začetku predsedovanja imeli konferenco, sicer so se sestali generalni direktorji za zdravila, ki so nastavljali predvsem problematiko pomanjkanja zdravil v Evropi. Tukaj mislim predvsem, vsi vemo, kakšen izziv smo imeli pri zagotavljanju zadostnih količin cepiva in pa na začetku osebne varovalne opreme na eni strani, po drugi strani pa, se pravi, tukaj gre za evropsko avtonomijo, po drugi strani pa za pomanjkanje zdravil, za kateri ni več pravega ekonomskega interesa, naprimer antimikrobna zdravila ali pa starih generičnih zdravil, kot so citostatiki, se pravi stara onkološka zdravila. Po drugi strani je seveda beseda tekla tudi o tem, kako zagotoviti najnovejše postopke zdravljenja oziroma zdravila vsem prebivalcem Evrope, ko vemo, da so določene zdravljenja draga in segajo v milijone. Tudi o tem je tekla beseda in se seveda iščejo srednje in dolgoročne rešitve. In prav ti izzivi, ki jih naštevate, so seveda tudi sestavni del vsebine konference, ki se začenja zdaj glede vzdržnosti zdravstvenih sistemov in njihove odpornosti. Ja, tako je. Ta teden pa imamo konferenco na visoki ravni z ministri za zdravje in seveda ključen cilj je najti rešitve za bolj vzdržne zdravstvene sisteme. Tako bodo dobre prakse predstavljali ministri iz Češke, Avstrije, Finske. Tudi mi bomo predstavljali svoj model centrov zdravja. Predstavljeni bodo pa tudi številni projekti evropski, kjer bo predvsem naslovljena možnost meddržavnega povezovanja, še posebej naprimer na področju raka. Tako da to sta že kar obe ključni temi, bom rekel, našega predsedovanja, se pravi, ena je implementacija inovativnih rešitev za bolj odporne zdravstvene sisteme, druga so zdravila in pa medicinski pripomočki, v katerem smo tudi imeli, kot sem rekel, že prejšnji teden konferenco.
Tretja pomembna točka je seveda Evropska zdravstvena unija. Tukaj gre za paket zakonodajnih sprememb oziroma nadgradenj, kjer se daje dodatna pooblastila EMI, se pravi Evropski zdravstveni organizaciji, potem ECDC-ju, se pravi Evropskemu organu za preprečevanje bolezni. Potem pa še uredba o čezmejnih grožnjah za zdravje. To so trije zakonodajni paketi, nad katerim ekipa v Bruslju res trdo dela. In cilj je seveda, da do konca leta uspemo s trialogi, to je tako imenovana pogajanja med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in pa Evropskim svetom, uskladiti te dokumente, da bodo seveda zreli za implementacijo. Po drugi strani pa pričakujemo v jeseni tudi implementacijo dokumenta o novem evropskem organu za odzivanje na izredne zdravstvene razmere, tako imenovani HERA. In ta dokument pa ta organ sta pa ključna, kajti verjamemo, da bo to povezalo tako farmacevtsko strategijo Evrope, ki jo je potrebno pričeti izvajati, v katerem sem prej govoril, kot tudi odzivanje na krize in zagotavljanje bolj odpornih zdravstvenih sistemov. Poleg tega pa seveda bo to tudi podlaga za boljše ukrepanje na področju raka, kjer ravno tako imamo evropski načrt za boj proti raku. Je bil pa rak pomembna tema, ali pa glavna tema našega predsedovanja že leta 2008. Morda v tem kontekstu, da vas pa vprašam, je državni načrt za boj proti raku v prihodnjem desetletju že nared? Ali je še v pripravi? Nacionalni načrt za boj proti raku za obdobje 2021 do 2025 bo v teh dneh v javni obravnavi, tako da verjamem, da bomo tekom jeseni seveda ta načrt lahko tudi sprejeli in potrdili. Kar se pa tiče še ostalih pomembnih točk, eno je seveda globalno zdravje, kajti tukaj gre za zavezo dveh zaporednih trojk predsedovanja in Francije. Cilj je najti strateško pot do boljšega usklajevanja držav članic znotraj Evropske unije do globalnih vprašanj, po drugi strani pa na ta način tudi utrditi vlogo Evropske unije na globalni ravni. In zato smo tudi veseli v teh dneh, da se nam je konferenci, ki jo imamo v teh dneh, pridružil tudi direktor urada Evropske svetovne zdravstvene organizacije za Evropo, gospod Kluge, in to zagotovo daje dodatno težo temu dogodku. Potem je pa tukaj še digitalizacija, kjer si vsi skupaj na evropskem nivoju seveda prizadevamo, da na varen način lahko vzpostavimo sisteme, kjer bo možno podatke tako v raziskave ali karkoli drugega seveda uporabljati. Ampak prvo je seveda varnost podatkov, kajti osebnih podatkov si nihče ne želi deliti in tega se zavedamo. Tako in lahko bi rekla pravzaprav, da je vprašanje digitalizacije zlasti pri nas, zlasti v posameznih zdravstvenih ustanovah še kako zelo pomembno, če vemo, da so ponekod, če malce simbolično rečem temu, še vedno v kameni dobi na tem področju. Zavedamo se izziva na, bom rekel, področju informacijskih tehnologij v slovenskem zdravstvu. Zato smo, bom rekel, praktično z vsemi sredstvi tudi digitalizirali proces cepljenja in pa poročanja za COVID v zadnjem letu in seveda zdaj treba ta sistem nadgrajevati. Tako smo v načrt za okrevanje in odpornost uspeli umestiti projekte v višini 83 milijonov evrov, kar verjamem, da je podlaga za pomemben preboj na tem področju v naslednjih letih. Kje se vidite v prihodnje, potem, ko ne boste več v vlogi ministra za zdravje? Kakšni bodo izzivi potem?
Vidim se ves čas in vedno se vidim v zdravstvu, tako da svoje delo še vedno rad upravljam, tako da še naprej upravljam tako ambulanto kot dežurno službo, kadar le utegnem, zato tudi naprej ohranjam stik s svojim poklicem, s svojim poslanstvom in za vse, kar bom lahko naredil na Ministrstvu za zdravje, za naše prebivalce in za njihovo zdravje, je samo nekaj, kar sem si lahko vedno želel, da tudi na ta način pomagam k boljšemu, vzdržnemu zdravstvenemu sistemu, ki bo kos izzivom tudi leta 2040. V času, ko nam greni življenje epidemija, kljub temu, da v tem trenutku ni uradno razglašena, se nasveti glede zdravega načina življenja nekako kar porazgubijo v prepletu drugačnega vsakdana, v katerega smo potisnjeni. A skrb za zdravje kljub temu ostaja ključnega pomena. Zato me zanima, kako za to skrbite vi. Po, bom rekel, najboljših močeh, ki mi jih dopušča ta trenutek, ki mi jih dopuščajo službene aktivnosti, kajti sem jaz štejem tudi aktivnosti z družino, ki so na prvem mestu, tako da vse, bom rekel, minute, ki jih ta trenutek ne posvečam službi, jih posvečam družini in pa otrokom. In ključno je naše, če se le da, vsakotedensko obiskovanje gora, sicer pa tudi vse druge aktivnosti, ki jih, bom rekel, svoji otroški radoživosti izvajajo otroci in tukaj sem vedno zraven in polno aktiven.